Lep pozdrav vsem skupaj. Spoštovani predstavniki medijev, danes bomo v pogovoru z načelnikom generalštaba, generalmajorjem Alanom Gederjem, izvedli predstavitev, najprej predstavitev novega načelnika, to ste že veliko o tem pisali. Neke posebne predstavitve nisem pripravil, zaradi tega, ker general je častnik Slovenske vojske z dolgoletno tradicijo v Slovenski vojski, z velikimi izkušnjami z mednarodnega okolja in predvsem velikimi izkušnjami na različnih poveljniških dolžnostih. Če boste potrebovali več informacij o njegovem CV-ju, najdete na naši spletni strani, tako da ne bi dolgovezil za današnjo novinarsko konferenco. In sicer na današnji dan smo načrtovali, da izvedemo v 3 sklopih, in sicer najprej bo generalmajor govoril o aktualnih razmerah, torej o stanju, predvsem na področju kadrov in stanju v Slovenski vojski, govorimo o preseku, ne o nekih drugih stanjih, potem bo predstavil vizijo njegovo, ki si je kot načelnik generalštaba o prevzemu funkcije zastavil, in na koncu, na zaključku, smo na voljo, načelnik bo odgovarjal na vaše vprašanja. Morda malo vozni red za popoldan, da lahko načrtujete. Načelnik generalštaba je danes na voljo za različne pogovore v vaših hišah. Televizija Slovenija je že izrazila prošnjo, tako da televiziji Slovenija bo general danes prisoten, ostali pa boste uredili s svojimi uredniki, popoldan še je čas, če boste želeli, bo na voljo. Spoštovani general, izvolite. Hvala lepa. Lep pozdrav. Hvala lepa. Lep pozdrav vam, seveda, in vašim poslušalcem in gledalcem. Današnji intervju bi rad začel z resursi, predvsem z kadrovskimi resursi, ki so glavni strateški izziv Slovenske vojske ta hip. Večno se postavlja vprašanje, koliko ljudi, koliko vojakov manjka Slovenski vojski in zakaj se pojavljajo različne številke. Zdaj bi to rad enkrat za vselej razčistil. Dokument, ki mu pravimo resolucija o dolgoročnem načrtu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025, jasno postavlja številke. To je 8000 profesionalcev in 2000 pripadnikov rezervne sestave. Ta dokument je bil izdelan na podlagi analize nalog, ki jih Slovenska vojska ima, in seveda z kakšnim številom ljudi te naloge lahko realizira. Vsi naslednji dokumenti, resolucija o dolgoročnem načrtu oziroma srednjeročni obrambni program, ki je 5-letni dokument, oziroma kadrovski načrt vlade, predvidevajo druge številke. Vendar so te številke na nek način resurs driven. To pomeni, da nikoli nismo dosegali tiste številke, ki je bila potrebna za zakoni določeno realizacijo nalog, zato so se te številke spreminjale. Predvsem v kadrovskem načrtu vlade, kjer je številka najnižja, slišali ste jo 7245, če se ne motim, so posledica ZUJF-a zaradi zmanjševanja zaposlitve v javni upravi. Seveda naloge tem nižjim številkam niso bile nikoli reducirane, nikoli prilagojene. Zato se pojavljajo težave, ki jih Slovenska vojska ima, in od tod izvira tudi zadnja težava, ki smo jo imeli z Krevaljem. Torej, za normalno delovanje Slovenske vojske, če vzamemo v obzir te številke, nam manjka 1238 ljudi. To je številka, s katero mi operiramo, in pika. Seveda, ko vlada zagotovi resurse svoji vojski, ima tudi pravico zahtevati realizacijo vseh nalog. Moram pa poudariti, da so v Slovenski vojski 3 segmenti. Govorimo o stalni sestavi, 8000 ljudi, govorimo o
pogodbeni rezervi Slovenske vojske, ko govorimo o 2000 ljudeh in pa seveda govorimo tudi o strateški vojaški rezervi, ki v doktrini predvideva popolnitev do 25 000 ljudi. Tu imamo koncept, nimamo pa še nobenih stvarnih načrtov, kako to realizirati, kako to podpreti in kako to izvesti. Kakšne so pa trenutne popolnitve? Torej, stalna sestava Slovenske vojske je popolnjena za 6762 ljudmi danes in pa pogodbena rezervna sestava je popolnjena z 957 ljudmi. Nekaj o številu prihodov in odhodov iz Slovenske vojske v zadnjem času. V zadnjih 3 letih beležimo skupaj 379 izhodov več kakor prihodov. Kaj to pomeni? To pomeni, da smo leta 2015 izgubili oziroma zmanjšali Slovensko vojsko za 118 pripadnikov, leta 2016 za 112 in leta 2017 za 149. Kaj to pomeni za Slovensko vojsko? Za Slovensko vojsko to pomeni ogromno, ker govorimo o majhni vojski in majhna vojska izgublja 1,5 na leto, ki izginejo, ki jih ni, njihove naloge pa ostanejo. Torej, nekdo drug mora prevzeti te naloge in delati dvojno ali trojno delo. Nekaj o plačah, tudi plače so bile zadnje čase na tapeti in bi želel nekaj številk pojasniti, da ne bi bilo ugibanje. Začel bi pa s tem. V tistem trenutku, ko smo se v Sloveniji odločili, da bomo imeli profesionalno vojsko, smo se, nekateri verjetno ne vede, odločili, da bomo dali to profesionalno vojsko na trg, na neusmiljen trg delovne sile. In trg delovne sile je tisti, ki uravnava, koliko je treba plačati, da nekdo želi opravljati nek poklic. Povprečna izhodiščna plača vojaka, govorim seveda o bruto plači danes, govorim o izhodiščni plači vojaka, je 1087 evrov bruto. Izhodiščna plača podčasnika je 1128 evrov bruto. In pa izhodiščna plača časnika je 1337 evrov bruto. Govorim o izhodiščnih plačah, ne govorim o povprečnih plačah in ne želim, da narobe razumete, ker se te številke razlikujejo od številk, ki jih je ministrica povedala na odboru za obrambo. Ona je govorila o povprečnih vojaških plačah, o povprečnih plačah podčasnikov in o povprečnih plačah časnikov. In tiste številke, ki jih je tam navedla, držijo. In so drugačne. To je samo to, da ne pride do nerazumevanja. Kakšna je povprečna plača v celotni Slovenski vojski? Povprečna plača v Slovenski vojski je pa 1621,43 evrov. To pa je povprečje vseh zaposlenih v Slovenski vojski. Zdaj, če delamo notranjo primerjavo z našimi plačami leta 2800 in danes, pridemo do enega fascinantnega podatka in do ene primerjave, ki je notranja primerjava. Mi se ne primerjamo v tem trenutku z tujimi vojskami, ampak se primerjamo znotraj Slovenije. Torej, leta 2008 je slovenski vojak imel čez 90% povprečne bruto slovenske plače. Danes ima vojak 55% povprečne bruto slovenske plače. Z enakimi težavami, z odlivom vojakov iz vojske, ne samo vojakov, tudi podčasnikov in časnikov, so se ukvarjale druge države. Zasledujemo na tem področju, kaj se dogaja na tem področju. Naši sosedje Hrvati so se odločili, da bodo začetno plačo vojaka izenačili z povprečno bruto plačo v njihovi državi. Čehi, ki so imeli isti problem, pa mogoče še večji od Hrvatov, so se odločili, da bo
začetna vojaška plača 126% povprečne bruto češke plače. In Litvanci so se odločili za 111%. Povprečne litvanske plače za vojaka začetnika. Koliko znaša povprečna mesečna bruto plača v Republiki Sloveniji, pa verjetno veste in si lahko sami preverite, po podatkih statističnega urada je to 1723 evrov bruto. Ostale zaključke si lahko verjetno naredite sami. Nekaj o finančnem stanju proračuna v Slovenski vojski. Torej, skupni finančni načrt Slovenske vojske za leto 2018 je 349 milijonov 178 tisoč evrov. Kaj se je dogajalo z tem proračunom? Proračun od leta 2015 rahlo narašča. Leta 2015 je bil 263 milijonov, 2016 302 milijona, govorimo okroglo, brez ostalega, in leta 2017 316. V letu 2018 imamo 349 milijonov evrov. Če povem, kako je denar razdeljen v letošnjem letu po treh glavnih proračunskih skupinah, to se pravi osebje, delovanje in pa opremljanje, približno tako. 237 milijonov gre za plače oziroma za osebje, 74,8 milijona gre za delovanje in za opremljanje gre 36,8 milijona. Logistična zagotovitev, stanje in plan potreb za realizacijo naših nalog. Tu bi poudaril sledeče. Vozni park Slovenske vojske je nasplošno zastarel. Vozila so v povprečju stara 18 let. V letu 2018 bo 45% vseh vozil s pretečeno življenjsko dobo. Nakup novih vozil po namembnosti in številu ne dosega števila izločenih vozil. Popolnjenost z osebnimi terenskimi vozili je 64%, s tovornimi pa 60%. Tanki M84 in BVP M80, vozila za izvleko, nosilci mostu, kot tudi vozila 4x4 so presegle življenjsko dobo 25 let. Letalska flota, helikopteri Bell 412, Bell 206 ter letalo Turbolet se približujejo izteku življenjske dobe. 25 oziroma 30 let. Potrebne bodo večje investicije za vzdrževanje njihove plovnosti v bodoče. Torej, številka, ki jo namenjamo za vzdrževanje, bo morala rapidno začeti naraščati, če bomo ta sredstva želeli obdržati v uporabi. Nekaj besed še o sodelovanju na mednarodnih operacijah. Nekaj osnovnih podatkov. Trenutno imamo na mednarodnih vojaških operacijah angažiranih 347 oseb. Za številčno stanje Slovenske vojske je to dokaj visoka številka. Zavedam pa se, da govorim o belem kruhu Slovenske vojske. Zakaj? Zato, ker so plače na operacijah 2,5 do 3-krat višje. Je pa obremenitev velika, obremenitev je 5,6%. Mi si sicer zaradi primanjkljaja kadra in velikih obremenitev želimo, da bi ta procent zmanjšali in da bi seveda predvsem se izognili veliki razdrobljenosti, saj sodelujemo v 12 državah na različnih operacijah. Verjetno ni potrebno, da te operacije naštevam in da povem, kje imamo kakšno število ljudi. Ne vem, koliko je ta podatek interesanten, lahko pa povem, da je seveda še vedno fokus na
Zahodnem Balkanu, da je še vedno fokus Kosovo, kjer imamo od teh 347 ljudi angažiranih 241. Torej vidite, da je nekako fokus tam in ustvarja se tudi nov fokus. Nov fokus je pa na vzhodnem krilu NATO. To se pravi, mi smo trenutno v Latviji, kjer imamo angažiranih 50 pripadnikov Slovenske vojske. Zdaj, seveda imamo angažiranih ljudi poleg operacij še v odzivnih silah in pa seveda v tujini, v raznih poveljstvih NATO, kjer imamo angažiranih 70 ljudi. Stroški misij. Nekaj bi želel povedati o stroških misij. Ti so že zadnja 3 leta so nekako zelo podobna in se gibajo na 23 milijonov. Leto 15 je bilo to 23,34 milijonov, leto 16 23,36 milijonov in leto 17 23,09 milijonov evra. Naše sodelovanje pri soočanju z migrantsko krizo oziroma sodelovanje Slovenske vojske z Ministrstvom za notranje zadeve in pa seveda z URSZR in civilno zaščito. To uspešno poteka že od leta 2015 in seveda vse do danes. Te naloge Slovenska vojska prišteva med svoje sekundarne, ne primarne naloge, to se pravi, to so dodatne naloge, ki bremenijo že tako z desetkano postavo Slovenske vojske. Kakšne so pa obremenitve? Mi smo opravili okrog 110.000 napotitev na mejo vojakov. To se pravi, seveda so bili nekateri večkrat, ker toliko vojakov nažalost nimamo. Prevozili smo 3 milijone kilometrov. Sodelujemo z Ministrstvom za notranje zadeve, patruljiramo v širšem območju zelene meje, skrbimo za ograjo in še kaj. Torej, opravljenih je bilo 45.600 napotitev pripadnikov in pripadnic na naloge patruljiranja. Trenutno jih sodeluje nekaj več kot 60 ljudi, to je povprečna dnevna stalna prisotnost na meji z 22 vozili. Na prvi pogled te številke zvenijo malo, ampak če razumete, da delajo 24/7, morate vedeti, da imam jaz eno močno četo angažirano ves čas na meji. Veste pa, kakšna težava je bila skupaj spraviti tretjo četo za Kreval, ki pa je primarna naloga Slovenske vojske. V tem času smo postavili tudi 158 km začasnih tehničnih ovir z našimi inženjerijskimi enotami in jih tudi okrog 52 km kasneje odstranili. Ocena potrebnih finančnih virov za izgradnjo 2 srednjih bataljonskih bojnih skupin. Vem, da je to zanimivo področje, zanimivi podatki za vas. Jaz lahko govorim tukaj o ocenjenih sredstvih. Torej, prosim, ne lovite me za številke, ko bodo te obelodanjene. Številke natančne bodo obelodanjene takrat, ko bodo sklenjene pogodbe. Mi lahko govorimo samo o ocenjenih vrednostih. Ocenjena vrednost 2 bataljonskih bojnih skupin je 1,2 milijardi. 2 bataljonski bojni skupini bosta dokončno opremljeni po naših načrtih do leta 2030. Niso samo vozila 8x8 bataljonska bojna skupina, ampak je to artilerija, je to protizračna obramba, je to inženjerija, je to RKBO sredstva in vse ostalo, kaj za rodovsko bojevanje bataljonska bojna skupina rabi. 8x8 rabi samo bataljon.
Bataljonska bojna skupina je bistveno kompleksnejša in večja enota, ki je sposobna izvajati samostojno bojevanje. Naj poudarim, da bataljonske bojne skupine, kot nekateri razlagajo v javnosti, mi ne kupujemo za NATO. Mi bataljonske bojne skupine kupujemo za nacionalno obrambo Slovenije v naslednjih 35 letih. Te dve bataljonski bojni skupini bosta hrbtenica nacionalne obrambe Slovenije v naslednjih 35 letih in jih bomo uporabljali ne samo za NATO, ampak predvsem za razvoj Slovenske vojske in pa za uporabo za nacionalno obrambo. Moja največja skrb je, da na osnovi že sprejete finančne projekcije ter predvidene razpoložljivosti finančnih virov po letu 2023 ugotavljamo, da se bo dinamika izgradnje tako prve kot druge srednje bataljonske bojne skupine bistveno upočasnila. Kar pomeni, da srednja bataljonski bojni skupini ne bosta dosegli zahtevane operativne zmogljivosti v zahtevanih časovnih rokih. Torej, finančni priliv ne podpira doseganje ciljev v predpisanem času. Prva bataljonska bojna skupina do leta 2023 in druga do leta 2025. Zato bo verjetno potrebno spremeniti finančne načrte in dvigniti sredstva za modernizacijo. Zdaj bi pa želel še nekaj povedati o ukrepih in o svoji viziji. Svojo vizijo sem nekako razdelil na dva dela, svojo strateško vizijo, kako vidim delo v Slovenski vojski, nekako na dva dela. Na kratkoročne ukrepe za povečanje interesa za zaposlitev v Slovenski vojski, ki so izvedljivi takoj in v skladu z že obstoječo zakonodajo, in kaj je tisto, kar je potrebno narediti dolgoročno, in govorim o večjih sistemskih spremembah. Zakaj kratkoročni ukrepi? Dolgoročna vizija ni uresničljiva v časovnem okvirju nižjem od 2 let. Glede na trende in dogajanja v Slovenski vojski pa ugotavljamo, da bo v 2 letih kadrovska slika v Slovenski vojski tako slaba, da Slovenska vojska ne bo mogla izvajati večino svojih primarnih, kaj šele sekundarnih nalog. Kaj ti kratkoročni ukrepi predvidevajo? Torej, pripravili bomo v generalštabu predloge in jih bomo posredovali ministrici za obrambo, za obravnavo in sprejetje. Naštel bom 4. V skladu z zakonom o službi Slovenski vojski, ki govori o deficitarnosti, to je drugi odstavek 59. člena zakona o službi Slovenski vojski, bomo predlagali, da se poviša plača na vseh formacijskih dolžnostih pripadnikov Slovenske vojske, saj brez njihove popolnitve ni mogoče zagotoviti delovanja Slovenske vojske. Drugič, da vlada določi višino dodatka za dosegljivost v skladu s 55. členom zakona o službi Slovenski vojski. Glede na naravo dela je veliko število pripadnikov Slovenske vojske ves čas v pripravljenosti in mora biti dosegljiva, kar jim ne moremo izplačati, ker ni določena višina. Da vlada na podlagi 58. člena zakona o službi Slovenski vojski določi nove plačne razrede za formacijske dolžnosti pripadnikov Slovenske vojske, razen izhodiščnega, ki je določen za kolektivno pogodbo. Predlagali bomo, da se položajni dodatek poveljnikom vrne na raven pred uvedbo ZUJF-a. Zdaj bi vam pa rad še nekaj besed povedal o svoji viziji, ki je usmerjena v bodočnost. Prvič, dolgoročno in stabilno zagotavljanje potrebnih virov za Slovensko vojsko, ki bodo omogočali realizacijo vseh z zakonom določenih nalog. Slovenska vojska rabi zelo stabilno, dolgoročno financiranje,
sisteme, ki jih kupujemo in nabavljamo, grejo leta in leta v bodočnost in ob nesigurnem financiranju je planiranje nabav praktično nemogoče. Nadaljevanje in dokončanje procesa profesionalizacije Slovenske vojske pogoj za izvedbo te naloge je, da Slovenska vojska izstopi iz enotnega plačnega sistema javne uprave ter da se naravna in delo pripadnika upošteva pri določitvi naših plač in beneficij na račun odpovedi nekaterih pravic, ki jih državljani Slovenije sicer imajo. Vi veste, da profesionalni vojak mora biti pripravljen po dnevi in po noči, da sprejme nalogo, da gre na nalogo in da ne sme biti nič motečega, kar bi ga lahko pri tem zaustavilo ali bi se lahko skliceval, da tega ne more narediti zaradi različnih takšnih in drugačnih razlogov. Temu pravimo profesionalizacija Slovenske vojske. Mi smo v preteklosti imeli projekt Provoj, ki ga nismo uspeli uresničiti in so nekako vojaki ostali delavci v javni upravi z vsemi pravicami in dolžnosti, ki jih delavci v javni upravi imajo. Vojaške so drugačne. Tretjič, izboljšanje voditeljstva Slovenske vojske in s tem izboljšanje kohezivnosti in vojaške profesionalizacije lete ter postavitev v ospredje sprejemanje odločitev in posledic leteh. Poudarek bo na odgovornosti in etičnosti odločitev. Dvig motivacije v Slovenski vojski. Mi vemo, da v zadnjem času imamo probleme z motiviranostjo pripadnikov Slovenske vojske. Motivacija v Slovenski vojski ima prav posebno mesto. V profesiji vojaka ima prav posebno mesto. Vojak mora čutiti pripadnost in predanost vojski in poklicu. In to mora biti pomembno vodilo njegovega dela. Seveda, poleg dostojne plače. In pa bojna usmerjenost Slovenske vojske. Nekaj sem že govoril danes o tem. Rad bi pa poudaril, da izgradnja bojne usmerjenosti Slovenske vojske je izredno pomembna naloga, oblikovanje bojnega karakterja Slovenske vojske. Slovensko vojsko gradimo za njene primarne naloge, ki so bojevanje v najtežjih pogojih in s tem zagotavljanje obrambe Republike Slovenije. Sekundarne naloge, ki jih vojska upravlja tudi za državo in njene organe, ne moremo in ne smemo postavljati pred primarne naloge Slovenske vojske. Pripadniki Slovenske vojske v celotni verigi poveljevanja morajo razumeti, katere naloge so Slovenski vojski prednostne in jih na ta način z vso odgovornostjo tudi izvajati. Poudarjam, da je poslanstvo Slovenske vojske samo eno in popolnoma jasno. Uspešna obramba države pred agresijo v vseh pogojih, samostojno oziroma v sodelovanju z zavezništvom. Zdaj pa še nekaj o bataljonski bojni skupini in pa seveda o zelo popularnem Krevalu v zadnjem času. Po neuspešni pripravljenosti bataljonske bojne skupine po standardu Kreval sem sprejel sledeče odločitve. Kreval bomo ponovili po istih kriterijih in standardih, kot je bil izveden v februarju. Poveljniku sil sem ukazal, da mora narediti natančne analize novega načrta oblikovanja sil za izvajanje vseh nalog doma in v mednarodnem okolju v letu 2018. Nalogo mora izvesti na način, da jo konča do konca poletja tega leta, uspešno in da uspešno izvedemo Kreval, ki bo zagotovil izvajanje mednarodnih operacij, nemoteno v skladu z načrti za zagotovitev rotacije slovenskih kontingentov. Kontingenti bodo zamenjani v skladu z predhodnimi načrti in časovnicami. Izjema je KFOR, kjer se motorizirani četi podaljša delovanje za 2 meseca.
Ostali del rotira po načrtih, preostali del in ostale rotacije pa tudi rotirajo po predhodno najavljenih načrtih. Bataljonska bojna skupina se mora v najkrajšem času popolniti na 100% z materialno-tehničnimi sredstvi in kvadri, torej ne več na 90, ampak na 100%. To bo velik izziv. Takoj začeti dopolnilno dousposabljanje za doseganje uspešnosti po Krevalu, v tem času enota ne sme opravljati nobene druge naloge. Zaradi kadrovskega primanjkljaja pri uspešni realizaciji vseh zadanih nalog sem ukazal poveljniku sil, da manjkajoči kader za naloge v domovini dopolni s poklicom PPRS, pogodbene rezervne sestave, pripadnike pogodbene rezervne sestave. Poudariti želim tukaj dve dejstvi. Slovenska vojska in njeni pripadniki pri Krevalu niso namerno izvedli samoponižanja. Vojaki so svoje naloge opravili zavzeto in zavračam vsa namigovanja o tem, da niso znali izvajati temeljnih vojaških veščin kot posamezniki. S tem bi jaz zaključil ta svoj uvodni del, da ne bi bil predolg in da bi tudi vam pustil seveda nekaj časa za vprašanja, ki se vam zdijo še posebej zanimivo. Hvala lepa. Torej, to je zdaj bil prvi del, ki ga je načelnik namenil splošnemu povedanemu o stanju in o njegovi viziji ter o trenutnem stanju v bataljonski bojni skupini. Izvolite vprašanja, ki bi šla v smer današnje teme. A kanal? Hvala za to vprašanje. Ves čas iščemo notranje rezerve. Zadnja notranja rezerva, ki smo jo našli, je v poklic PPRS. Upam, da bo odziv dober, da bo odziv velik, da bodo dojeli naši pripadniki PPRS, da jih tokrat resnično rabimo. Rad bi pa tudi odgovoril na vprašanje razmerja med častniki, podčastniki in vojaki. Torej, vojska je naredila načrt 8000 pripadnikov profesionalne sestave, kjer je jasno določeno število častnikov, podčastnikov in vojakov. Nekateri govorijo, da je častnikov in podčastnikov preveč. Ni jih preveč. Točno toliko jih je, kot jih mora biti, vendar je vojakov premalo. Torej, mi imamo velik odliv vojakov in odliv vojakov nam ta trenutek kvari krvno sliko Slovenske vojske, torej razmerje med častniki, podčastniki in vojaki. Naloge častnikov in naloge podčastnikov nas nihče ni razrešil. Te naloge potekajo, vendar je hudič v podrobnostih, naloge, ki bi jih morali izvajati vojaki in enote, tega ne moremo izvajati, ker je vojakov premalo. Torej, spreminjati sestavo Slovenske vojske zaradi tega, ker odteka vojake, da, je mogoče, ampak potem moramo iti v reorganizacijo vseh nalog, ki jih ima Slovenska vojska z zakonom določene. In to je velika sistemska sprememba. To ne pomeni samo spremembe doma, ampak tudi sprememba v zavezništvu, sprememba v NATO, sprememba v Evropski uniji in vse posod drugje. Zaenkrat se seveda naši politični gospodarji za to niso odločili. Verjetno vsi čakamo na čudež, da se bodo trendi obrnili v reorganizacijo nalog, pa se nismo odločili spustiti. Lahko je Slovenska vojska, lahko šteje tudi 4500 ljudi, vendar je potem jasno, da vseh teh nalog, ki jih danes predvideva od zakona o obrambi do vseh mednarodnih pogodb, Slovenska vojska ne more izvajati. Če želijo, da izvajamo te naloge, potem moramo popolniti Slovensko vojsko na številko, ki je zapisana v resoluciji. Hvala. Hvala lepa. Naslednje. Aleš, izvoli.
Zanima me, ali je že znano, koliko rezervistov oziroma pripadnikov pogodbene rezerve boste vpoklicali in pa seveda me zanima, kakšne naloge in boste zaupali, ko se bodo člani stalne sestave pripravljali na ponovno preverjanje. Hvala. Torej, vpoklic rezervne sestave Slovenske vojske je naloga poveljnika sil. Poveljnik sil mi še ni sporočil števila, koliko vojakov rabi in odločitve, koliko jih bo vpoklical, da bo seveda zaradi možnega izpada, da bo to številko dosegel. Poveljnik sil ima odprte roke, poveljnik sil mora narediti analizo, poveljnik sil mora določiti, katere naloge so tiste naloge, ki glede na usposobljenost PPRS-ja lahko PPRS opravlja, da jih ne bo izpostavljal okviru takih nalog, ki jih niso sposobni pripravljati, in ko bo to izvedel, in ko bo seveda to izvedel, bo seveda tudi predlagal izvedbo številke vpoklica. Če dovolite še to, kakšen odziv pričakujete, glede na to, da je v prvi tovrstni izkušnji bila odzivnost precej nizka, manj kot 50% od vpoklicanih? Jaz sem optimist in upam na več kot 50% udeležbo, vsekakor. Jaz upam, da so naši rezervisti, ki spremljajo dogajanje okrog Slovenske vojske po medijih, prav tako kot vsi mi, da se zavedajo resnosti situacije, v kateri se Slovenska vojska nahaja, da se zavedajo, da jih potrebujemo, da se zavedajo, da jih ne kličemo na neko nepomembno vajo, in bo ta udeležba čim večja, ugibati pa ne morem, kakšna bo. Upam pa na najvišjo. Koliko časa pa bi torej vpoklicali? Rezervno sestavo bomo vpoklicali do tistega trenutka, ko uspešno opravimo Kreval in lahko sprostimo bataljon, ki bo potem prevzemal ostale naloge, oziroma druge enote bodo prevzele, naloge se bodo takrat zavrtele, ko bomo opravili Krevar. Takrat se mi sprosti bojno pripravljen bataljon, ki ga bom lahko seveda začel spet intenzivno uporabljati za vse ostale naloge. Do ta čas je pa to število 900 ljudi nedotakljivo in nimamo dovolj resursov za vse ostale naloge. To se pravi, predvidevam tam nekje do konca 6. meseca. Še kaj vprašanje? Ja, Planet? Poslance bo čez uro pa pol nagovoril vrhovni poveljnik, gospod Pahor, me zanima, kakšne pričakovanje imate, oziroma kaj pričakujete od tega njegovega danes? Jaz pričakujem, da bo predsednik Pahor ponudil seveda dolgoročne sistemske rešitve, natančno kake bodo te, ne upam ugibati, in pa da bo verjetno tudi ponudil kakšne kratkoročne rešitve, ki so nujne ta hip Slovenski vojski, da zaustavimo prosti pad, in pa vsekakor pričakujem, da bo položil na srce parlamentu, da je situacija zelo resna in da so ukrepi potrebni. Hvala. STA? Da sem še to, glede na aktualno situacijo, verjetno ni v prihodnem poročilu pričakovati izboljšanje ocene. O prihodnem poročilu, razumite me, ne želim govoriti. Ne želim govoriti zato, ker želim najprej poročati vrhovnemu poveljniku in predsedniku države. Šele takrat bom lahko govoril tudi javno o tem poročilu, seveda tisto, kar bo v poročilu za javnost. Predsednik države, ko dobi poročilo, po poročilu poda dokaj izčrpno in podrobno izjavo javnosti vsako leto. Samo še ena malenkost, nekateri ljudi so poročali o morebitnih menjavah kadrovskih v tem bloku, ki je izvajalo po usposabljanju oziroma ki je padlo na testu, vam zanima, če so predvidene kakšne kadrovske menjave. Kadrovske menjave so bile predvidene in že izvedene. Zamenjal sem poveljnika polka in njegovega namestnika.
Še kako vprašanje? Hvala lepa za danes in ob naslednjem srečanju na istem mestu. Hvala lepa. Hvala lepa.